Glasbeni poudarki današnjega dne. Nocoj ob 19.30 bo v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji tretji in hkrati tudi zadnji koncert letošnjega 11. filharmoničnega festivala baročne glasbe. Kot so zapisali, bodo v glasbenem večeru zazveneli kronanski spevi, napisani za kronanja britanskih kraljev in kraljic, ob Georgu Friedrichu Händlu pa tokrat stoji še njegov predhodnik Janez Krstnik Dolar, eden najpomembnejših slovenskih baročnih skladateljev. Danes poznamo predvsem njegova sakralna dela, v katera so se včasih prikradle tudi prvine ljudske glasbe. Njegova Maša na Bergamasko, ki jo bomo lahko slišali, je tako poimenovana prav po plesnem napevu iz severne Italije. Nastopili bodo zbor in orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Sebastjana Vrhovnika, sopranistka Ernestina Jošt, mezzosopranistka Federica Lopinto, altistka Barbara Potočnik, tenorist Gašper Banovec in basist Tadej Osvald. Ob 19.30 bodo na Akademiji za glasbo v Ljubljani obeležili prihajajočo 100-letnico madžarskega skladatelja Đerđa Kurtaga in hkrati 10. obletnico delovanja Listovega inštituta Madžarskega kulturnega centra v Ljubljani. Kurtag je največji živeči madžarski skladatelj, mojster miniatur in umetnik z globokim odnosom do glasbenih zvočnosti. V zadnjem obdobju je za več izvedb njegove glasbe poskrbela tudi Kurtagova nekdanja učenka, skladateljica Urška Pompe. Kurtag je del mojega študija in sem z njim povezana muzikalno. Zelo na ta način, ker kot študentka sem ga spremljala, z njim tudi delala in se mi zdi, da je krasno, če ga lahko nadalje predstavimo z ljudmi, ki ga znajo predstaviti, kajti sam je izjemno zahteven, kritičen glasbenik do sebe in drugih. In zato je res potrebno, da imamo glasbenike, ki ga lahko predstavijo na način, kot se to spodobi. Decembra so skladateljeva dela že izvajali mladi interpreti, današnji koncert pa bo izjemna priložnost, saj bo izbor skladb iz cikla Jatekok Đerđa Kurtaga in Messianovo glasbo poustvaril Pierre Laurent Aimard, eden največjih sodobnih pianistov, tako v železnem repertoarju kot na področju sodobne glasbe, kjer najbolje zaživi Aimardjev odnos do klavirskega zvena. Ob 19.30 pa bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma krstna uprizoritev poetičnega spektakla Orfej in Euridika, ki je nastal v sodelovanju s Cankarjevim domom, mestnim gledališčem ljubljanskim in plesno skupino En knap. Pod predstavo so v prvi vrsti podpisani avtorica besedila Urša Majcen, avtor glasbe Sašo Folmajer, režiser Jan Krmel in koreograf Iztok Kovač. Ponovitve bodo vse do 4. februarja.